Hej, sva Andraž in Davor Oj. iz The Sweet TV in danes smo za vas primerjavo dveh telefonov srednjega ranga oziroma midrangerjev, ki se jih v zadnjih mesecih non-stop omenja, ko pride tema pogovorov do tega, kateri telefon se splača kupiti v tem cenovnem segmentu. Sam, kakor boste že zelo malo videli, si ta dva telefona skorda ne mogla biti bolj različna. A veste, kaj pa bo res naredilo lahko razliko, če se boste vi naročili na tale najin YouTube kanal in da jo spremlja na vseh spodaj označenih družbenih omrežjih. Če boste to naredili, vam bova res hvaležna. Hvaležna pa sva tudi Telekomu Slovenije, ki nama je za potrebe tega videa posodil te dva telefona. Res ste cari pri Telekomu, kakor zmeri rečeva pri takih videih. Telefoni so sicer sposojeni, ampak ocena na koncu pa še zmer čisto najina. Dajmo začeti z videom. Da bova stvari poenostavila, bova primerjavo obeh naprav razdelila na 7 glavnih segmentov, ki se nama zdijo pomembni. Ti segmenti so dizajn in izgled, zaslon, procesor, kamere, vzdržljivost baterije, kategorija ostalo in za konec tudi cena oziroma kakšen je razmerje med ceno in performansom. Če začnemo z dizajnom, že takoj vidimo očitno razliko med njima. A53 ima spredi steklo Gorilla Glass 5 s plastičnim okvirjem in hrbtom, telefon pa je vodoodporen in sicer ima certifikat IP67 proti vodi in prahu. Mimogrede, naj vas oznaka 5G pri A53 ne zavede. Tudi iPhone SE podpira 5G. iPhone SE 2022 pa ima steklo spredi in zadnji, v hiše je iz aluminija, ima pa tudi sam certifikat IP67 proti vodi in prahu. Kar se tiče kakovosti izdelave, je iPhone SE siguren v prednosti, saj je izdelan iz bolj premijskih materialov. Že sam, če potrkate po hrbtu, boste hitro dojeli, da je iPhone bolj kvalitetno izdelan, saj od sebe ne da toliko kvotnega zvoka kot Samsung. Tako da prvi del tega dvoboja siguren zmaga iPhone. Ampak težava je v tem, da je sam dizajn zelo zastarel in to malo vzame stran od kvalitete izgradnje, ker telefon izgleda, kot da smo še zmeraj v letu 2015. Pa če sem precej razočaran pa šokiran, da je Apple v letu 2022 dal na trg telefon s takim dizajnom. Dizajn in izgled Samsunga mi je pač veliko lepši in bolj modern. Res, da je večji telefon in marsikomu maybe to ne bo všeč, hkrati pa ima tudi to svoje prednosti, ker ga lahko nekako tega bolj normalno uporabljate. Meni se zdi, da kljub temu, da je iPhone 53 plastičen in da ni izdelan iz toliko premijskih materialov, vseeno ta telefon še zmer zmaga tole rundo, ker ima vsaj feeling nekako, da uporabljam telefon, ki pač ni zastarel in mi da boljši feeling pri uporabi. Ker pa smo omenjali velikost, pa gremo zdaj lahko naprej na ekran. Zaslon SE ima diagonalo samo 4,7 inčev in resolucijo 750 pik. Medtem ko ima A53 diagonalo zaslona 6,5 inčev in resolucijo 1080 pik. Glih zaradi tega SE v roki izpade kakor malo bolj kvalitetno narejena igrača, sploh ko vklopite zaslon in zagledate te obrobe, ki so v letu 2022 zares gromozanske. Pač res nočeva disati Apple, ampak take obrobe tudi na midrange napravi v teh cajtih niso več sprejemljive. Že 60 Hz LCD zaslon ob taki ceni kar malo težko požreva, ne Andraž? Ja, ampak Apple se ob tem vsaj odkup z iOS-om 5.5, ki na tem telefonu res teče gladko in da telefonu občutek, da pri uporabi deluje res odzivno. Črnih obrob pa pač ne more skriti in zaradi njih je zaslon res majhen, kakor da bi gledal vsebino na enemu staremu, ki to demontevajo. Pri mojemu iPhone 6 iz leta 2014 je bilo to napredno. Danes pa to zgleda kot 8 let za časom, ker tudi nekako dejansko je. Sej ne rečeva, da ni fajn, da imate ta prav kapacitiven bralec prstnih odtisov spredi, ki je super zanesljiv, ampak to še zmeraj ne upraviči teh robov. Sploh pa imajo sodobni telefoni bralce prstnih odtisov pod zaslonom, kot recimo tudi A53. Pa tudi večinoma imajo tudi že prepoznavo obraza. V primerjavi z SE zaslon na A53, ki izpade kot da bi šlo za ultra premijski telefon, čeprav je še vse isto midranger, je super AMOLED z 120 Hz osveževanjem in 800 nitov svetilnosti. SE jih ima za primerjavo 625. Ja, tudi A53 ima za telefon v letu 2022 malo brade spodaj, pa malo bolj debele obrobe, ampak niti približno res daleč od tega, kot iPhone SE. Pač tako, zaenkrat se še zmer vprašam, zakaj Apple? Zakaj? Najbolj izstopajoč je pri A53 objektiv za selfie, ki ima srebrn obroč in malo bolj pade v oči,
Dejstvo pa je, da je ta telefon gladko zmagal to rundo, sploh če radi veliko gledate družbena omrežja, videe, berete novice, maile in tako naprej. Ko pridemo do procesorjev, gre tukaj za spopad Davida in Goljata, pri čemer je Apple s svojim 4-jedrnim 5-nanometrskim A15 bioničnim čipom definitivno Goljat, saj ta procesor najdemo tudi v premijski liniji iPhone 13 telefonov. A53 ima procesor Exynos 1280, ki je sicer ok, ampak se že ob uporabi vidi, da ima A15 več konjskih moči, ker se SE praktično nikoli ne zatakne, hitro odpira appe, preklaplja med objektivi, ima odprtih več appov hkrati in celotna izkušnja je gladka. Pri A53 pa še vseeno opazite, da včasih malo zakasni, ko preklapate med začetnim zaslonom in Google Discover feedom na levi strani, da Samsungova stranska vrstica včasih zamrzne in da se appi malo dalj cajta nalagajo. Ni hudo, sam boste pa videli, da je uporabniška izkušnja manj tekoča, če ga boste primerjali z SE-jem. Mimogrede, A15 je tudi bolj primeren za igranje iger na telefonu, ker je bolj zmogljiv, pa še ljudje z majhnimi dlanmi bojo lažje dosegali vse kontrole na telefonu, kakor pa na večjem A53. Rundo končen gladko zmaga ta nov iPhone SE. Zdaj pa k kameram, kjer boste opazili veliko razliko v številu objektivov, pa dost manjšo pri sami kvaliteti fotk. iPhone SE ima samo en hrbten objektiv velikosti 12 megapikslov, ki premore 5-kratni digitalen zoom in portretni način, nima pa nočnega načina, ker ta telefon precej hendikepira, ko pride do fotk v slabši svetlobi. Samsung pri teh fotkah v slabši svetlobi zmaga tudi zato, ker ima veliko večji senzor, ki vase spusti več svetlobe. Je pa res, da ima iPhone tako imenovani Deep Fusion, da izboljša podrobnosti in izčisti fotke, zato so fotografije na iPhonu še vseeno zelo kakovostne, naravne in polne podrobnosti. SE lahko tudi snema videe vse do 4K in 60 fps-jev, medtem ko jih A53 lahko snema sam do 4K in 30 fps-jev. Selfie objektiv na iPhonu je velikosti 7 megapikslov in lahko snema video 1080 pik na 30 fps-jih. A53 je veliko bolj raznolik, kar se tiče objektivov, saj jih ima kar 4. Na hrbtu ima glavni objektiv velikosti 64 megapikslov, potem ima ultraširokokoten objektiv velikosti 12 megapikslov in pa makroobjektiv velikosti 5 megapikslov, ki dejansko sproducira dobre fotke. Ob vsem tem pa ima tudi dober globinski senzor za portretne fotke, ki je velikosti 5 megapikslov in moramo reči, da je kar dobro opravil svojo nalogo, se vidite na slikah, pri ločevanju subjektov od ozadja. Objektivi na A53 so solidni, sicer včasih producirajo fotke, ki so dosti barvno nasičene, ampak pod črto so ok. Spred ima ta telefon selfie objektiv velikosti 32 megapikslov, z njim pa lahko snemate video 1080 pik pri 30 fps-jih. Pri uporabi kamer so sicer opazili, da si Samsung za nočen način pomaga s pomočjo umetne inteligence in si vzame kar en lep cajt. Verjetno tudi zato, ker sintetizira več sličic na sekundo, da bi izkristaliziral nočne fotke, ker pa procesor pač ni top range, to malo traja. Če povzameva ta del v kameri, je bil bliže, kot sta si mislila, da bo. Dnevne fotke pri iPhonu so dobre in so mogoče zaradi bolj naravne obdelave so boljše, pri čemer sigurno malo pomaga tudi procesor. Ker pa ima A53 večjo fleksibilnost kamer in pa več fotografskih načinov za nižjo ceno od SE-ja, zmago v tej rundi prinese Samsung. No pa so končno prišli do baterije. Od A53 je velikosti 5000 mAh in podpira 25W hitro polnjenje, ne podpira pa brezžičnega polnjenja, ker je sreden rang. Baterija na iPhone SE 2022 je velikosti 2018 mAh in podpira 20W hitro polnjenje ter 7,5W brezžično polnjenje. In čeprav je A15 bioničen čip neverjetno energetsko učinkovit in je iOS odlično optimiziran za ta telefon, pa v tej kategoriji že zaradi same velikosti baterije zmaga A53. Pa še ena opomba, pri nobenemu od teh telefonov v škatli ne boste dobili polnilca za telefon, ampak si ga boste mogli kupiti, pa še to boste mogli paziti, da ima vhod za kabel USB-C. Pri A53 nam je namreč na testu konstantno baterija zdržala cel dan in če telefona res ne bi non-stop uporabljala in bi znižala svetlost ekrana, so dokaj prepričana, da bi nama zdržala tudi do 1,5 dneva, če ne celo več. Pri SE nam je v uporabi redko kdaj zdržala do konca dneva, tako da sva ga že kar nekaj cajta pred spanjem mogla dotfilati, ker ni glih idealno. Če A15 na iPhone 13 Pro Max dela čudeže, ker je tam toliko večja baterija, pa tukaj, žal, preprosto ne more nadoknaditi dejstva, da ima ta nov SE toliko manjšo kapaciteto baterije. Preden pa pridemo do cene, dajmo povedati še par stvari o obeh teh napravah, ki jih nisva dala v nobeno posebno kategorijo in je zato lahko poimenujejo kot kategorija ostalo. Stereo zvočniki na obeh telefonih boste opazili,
so dobri, pa da je na A53 zvok malo bolj prostorski, medtem ko je na iPhonu malo bolj uravnotežen in dohaja iz zgornje in spodnje reže. Mora pa tukaj vsem pohvaliti Apple, da je kljub manjši šasiji telefona dal noter super zvočnike, ki čisto lepo parirajo odličnim zvočnikom pri veliko večjem A53. Ker se tiče programske opreme, je tako, da je to itak star okusa vsakega posameznika. Hoče globoko integracijo z Applovim ekosistemom, kjer Applovi naprave skoraj čudežno delujejo v sozvočju druga z drugo. Za majhno ceno. Hočete optimiziran sistem, ki deluje res gladko in se bo posodabljal še kar nekaj let potem, ko boste verjetno kupili že nov telefon. Pol je iOS 15.5 za vas. Če pa hočete imeti Androiden telefon, ki ga boste lahko po svoje urejali, kakor praktično boste hoteli, in boste dobili še 4 leta sistemskih nadgradenj pa posodobitev, pa 5 let varnostnih popravkov, pol sta Android in iOS 4.1 za vas. Misliva, da je brez veze, da tukaj nekaj zmagovalca iščeva, ker pač vsak po svoje. Bi pa sam pripomnil na to, da se nam zdi, da je iOS na toliko majhni napravi veliko bolj logičen, ker boljši izkoristi plac na toliko majhnemu zaslonu in to je stvar, ki jo bo mogel iOS 16 na res velikih napravah popraviti. Na koncu pa pridemo še do cene in tukaj je po najnem mnenju največja zmaga za Samsung. Cena A53 je pri Telekomu Sloveniji namreč že 479 evrov za 128 GB notranjega pomnilnika. Telefon pa lahko kupite v črni, modri, beli ter v barvi breske. Na paketih pa je cena še celo nižja. iPhone SE pa je že od začetka dražji, saj stane kar 539 evrov, s tem dobite samo 64 GB notranjega pomnilnika. Kaj? What? Če boste dejansko hoteli imeti spodobnih 128 GB notranjega polnilnika, pa boste mogli izkašati 589 evrov, več kot 100 evrov dražji kot za A53. SE 222 lahko sicer kupite v črni, rdeči in beli barvi, prav tako ga itak na paketih lahko dobite cenejši, ampak še zmeraj je na koncu koncev dražji kot A53. Ne veva sicer za vas, ampak nama se zdi, da je A53 v tem primeru konkretno boljša izbira. Vsaj glede razmerja med vrednostjo in ceno, saj dobite modernejši dizajn, večji in lepši zaslon, večjo raznolikost objektivov, boljšo baterijo in konec koncev tudi boljšo ceno, se že pri najbolj osnovnem modelu dobite več za manj, tudi zato, ker A53 podpira razširjanje notranjega pomnilnika z microSD kartico, SE pa pač ne. Res je, da če želite cenovno ugodno napravo zastopati vseh iPhonov, da je SE POI najbolj primeren, ima spodobno kamero, najnovejši procesor, gladki operacijski sistem, dobre zvočnike in je kvalitetno narejen. Ampak glede na to, koliko ima zastarelski dizajn, se sprašujeva, če ne bi bilo bolj smiselno, da tudi kupite par let star premijski iPhone, ki bo še zmeraj imel odličen procesor, dobre kamere in večji zaslon ob podobni ceni. iPhone SE je drugače pod črto kar v redu telefon. Sam kaj vam pomaga, da ima recimo tako dober procesor, pa specifikacije v dizajnu, ki ga pač ne more izkoristiti, ker ga omejuje. Pač res je zastarel. Če hočete samo en majhen, kompakten telefon in vam je iPhone 13 mini premehen, pa je to še zmeraj lahko top izbira za vas, saj boste za tako ceno na trgu težko dobili podobnega, ki bo toliko kvaliteten, samo če boste res lahko sprejeli njegov dizajn. Za katerikoli se boste odločili, oba lahko kupite na Telekomu Slovenije, povezava do obeh naprav bo pač spodaj v opisu. Telekomu se še enkrat iskreno zahvaljujeva za sodelovanje pri tem videu, da sva lahko z njihovo pomočjo sploh posnela primerjavo teh dveh telefonov. Najnim gledalcem se zahvaljujeva, da ste si ogledali tale video in upava, da sva vam vsaj malo pomagala pri nakupu naslednjega telefona. Ne bo to za danes vse in se že zelo kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!